bistvo našega celega dogodka danes je, da nekako svojo proizvodnjo, ki se je generirala v zadnjih 8 letih, predstavimo še lokalni skupnosti. Jaz mislim, da ste sami tudi videli, no, da so vsi procesi tukaj, se pravi od samega vozila, kombija golega, ki pride v proizvodnjo, pa do zadnje faze, ki jih gradimo, vsa okna, pohištvo, štedilnike, hladilnike, da nastane avtodom. Tam na koncu smo še videli končno kontrolo in pa čiščenje vozila, vodni test in lahko vozilo potuje po našemu pogodbenemu partnerju ali pa končnemu kupcu. Vse skupaj se je začelo pred skoraj že zdaj 60 leti, ker je pač gospod Ivo začel z obrtjo. Zadrge smo začeli delati, ko sem imel kupo zagrebšku Megu in smo začeli z zadrgami, a prej smo pa delali vrvi, ta firma pa je gore doma, ki danes ne bomo videli, ki smo jo tudi opremili in prav dobimo drugi teden ene najmodernejše mašine, pa tudi laserje imamo, tako da napredujemo, tako da je naša, barem dok sem jaz še, kontinuiteta gre naprej. Želim si, da bi moji mladi nadaljevali z našim delom, ki sem jaz začel pred bližno 55 let in da bomo uspešno delali, da bomo v Bistrici imeli tisto, kaj manjka in kaj dolgo pričakujemo. Želim, da bi moji mladi, kot sem rekel, in najmlajši, že dajem na vnukece, in da bi začeli z delom, pa ne samo z delom na papirju, prav z delom, tako kot sem jaz začel, pred 65 let, koliko je, približno. In tako da upam, da bo v Bistrici še moja družina obrtniško nadaljevala mojo pot. Vse zmetnice se delajo tukaj, prevleke za sedeže, ta stroj je zdaj kako dolgo že? Eno leto. Dejansko so prej vse na roke rezale, so imele mizo, so šle z škarjami pa so porezale, zdaj pa se to zgodi v računalniku. Stroj dejansko izreže, pripravi, že dejansko kje morajo šivati, kako morajo šivati, tako da so pa tudi enako velja tukaj, kot velja za mizarsko delavnico, da že to delajo zdaj toliko časa, da že dejansko vejo skoraj vse na pamet. V zadnjih letih bi rekel, dejansko karavanik kot tak ima konstantno rast. Recimo ta korona zadnjih 2 leti, ki je bila, je zelo pozitivno, se pravi ekstremno pozitivno vplivala na samo prodajo. Sedaj pa je šlo zelo nazaj, ampak dejansko se je samo utirilo na stare tire, ki so bili pred koronske čase. Se pravi, normalna rast še vedno naprej. Naša proizvodnja trenutno 400 vozil na leto, razprodana za 2 leti naprej. Tukaj pridejo komadi dejansko izrezani iz strojnega oddelka in naši gospodje sestavijo v vsem tem času, kar pozvajamo, da se postavili taki strokovnjaki, da vse te načrte, kaj naš tehnolog izdeluje, skoraj več ne potrebujejo, čeprav je tudi notri vse definirano, točno kako mora vsaka omarica izgledati, z katerega materiala mora biti, za kateri model. Ko so vsi ti kosi sestavljeni v pohištvu, vse skupaj transportiramo z kombijem v proizvodno halo, kjer se pač vrši montaža izdelkov. Koliko ljudi je vključeno v predelavo enega takšnega vozila in kako dolgo traja od začetka do končnega izdelka? Se pravi, v proizvodnji imamo trenutno zaposlenih skoraj 80 ljudi, se pravi, govorimo od prve do zadnje faze. Imamo tudi po Evropi, pa imamo 37 avtohiš, ki zastopajo našo znamko. Sam čas trajanja proizvoda, bi jaz rekel, če je sila, tudi v enem tednu ga naredimo, od začetka do konca. Drugače pa sam proces je pa nastavljen tako, nekje 3 mesece, to govorim 2 meseca pred planiranjem materialov in pa vozil, 1 mesec pa dejanski čas, ko prvič stopi na prvo fazo, pa do dokončanja oziroma do transporta stranke. Vidimo, da se dela na več avtomobilih hkrati? Ja, dela se na, zdaj bom rekel malo mogoče na pamet, ker ne vem točnega podatka, ampak sigurno na njih 30 vozil hkrati. Vsake vozilo je v svoji neki fazi, plus v vsaki fazi še imamo rezervo, recimo lahko se zgodi, da kak stroj obstoji ali kakorkoli, pa imamo zadaj rezervo, da ne obstanemo niti en dan, ker recimo, če bi ena faza počakala, počaka celotna proizvodnja v nekem določenem časovnem obdobju, da skrbimo, da je to čim bolj tekoče.
Moram tudi to poudariti, da smo v zadnjih letih imeli strašne težave, ne samo mi, nasploh na evropskem trgu, s pomanjkanjem osnovnih vozil, ampak smo tukaj tudi dobro premostili vse težave, stali nismo niti en dan zaradi tega. Delali smo vse mogoče vozila, strašne investicije v sami razvoj novih modelov. Dejansko smo razširili svojo paleto iz ene znamke na 6-7 znamk, da smo lahko proizvodna mesta polnili. Kupci lahko verjetno nekoliko prilagodijo opremo, ki vgrajujete avtomobile, do kakšne mere? Imamo definiranih 10 modelov in pa tudi nekaj variacij znotraj modelov. Dejansko so to fiksni modeli, lahko pa znotraj modelov kakšne spremembe delajo, to so minimalne in predefinirane. Imajo pa prosto izbiro materialov, se pravi, kakšen les želijo imeti v vozilo, kakšen tekstil. Tu menim tudi, da imamo po moje največjih ponudb same izbire brez doplačila v Evropi, kar se tiče proizvajalcev. Cenovni okviri? Cenovni okvir je odvisno od samega vozila, dosti. Predelava je skoraj oziroma približno enaka, varira tudi na velikost vozila. Recimo neki Peugeot Boxerji, Citroeni Jumperi, Fiati Ducati se začnejo okrog 70 000 evrov. Če se pa lotimo kakšnega Mercedesa Mana, okoli 100 000, pa tudi do 200 000, bi jaz rekel, navzgor skoraj ni mejno. V bistvu, kaj si stranka zaželi, pa koliko je pripravljena za to tudi plačati.